Dobrodošli, spoštovani, dobro večer v nocojšnji oddaji. Petek je, cajt za vašo najljubšo oddajo, absolutno. Danes zvečer z nami Dejan Bunjak, potem fuzbalerji Miha, Sandi, Sašo in Matic, potem special guest, najlepši med slovenskimi pevci, Matjaž Kumelj. In boksarske rokavice. Dobrodošli v oddaji Petek z menoj. Kakšen večer. Zdaj danes je ena taka posebna oddaja, nič klasičnega ne bo, nobenega para nismo povabili, tako da nam tiste ravsarije med žensko in moškim ne bo treba poslušati, recimo temu tako. Danes so vsi gosti, seveda moškega spola, nobenih gosti ni, iz enega posebnega razloga. Nocojšnja oddaja je bolj taka moška, testosteronska, taka kot je recimo, da ponavadi niste vajeni. Je pa to en fin trenutek pri vsem skupaj, za vas, drage dame, ki zdaj to spremljate, za en kratek nasvet. Nekaj morate vedeti, kar že tisti, ki pač imate 1 kilometrino, pa že imate nekaj za sabo, veste namreč to, da moški nikoli v resnici ne odrastemo. Nikoli. Samo igrače se spremenijo. Dražje so, večje so, pa boljše so. In še nekaj je, kar morate vedeti zdaj, ko smo resni pa odgovorni, ko se delamo recimo odrasle, tudi če smo po letih, ampak ko se delamo odrasle, pol veste, morate vedeti, da je nekaj narobe. Vse je v redu takrat, ko smo otročji. In ko smo odrasli, vsaj na silo, pol nam, dajte nam pomagati. Zdaj, kaj je narobe dejansko, morate pa same vedeti, cenjene dame. Tudi zato ne se sekirati, dajmo mi začeti večer z enim finim ansamblom, z enim finim komadom. Smeh, ne se sekirati. Bela cesta, kaj je z mano, se ne obvladujem več, nobena sploh mi ne ustreza, a jaz sem čisto vsem všeč. Bi rade z mano se mečkale, a meni vedno pade dol, mi pravijo vsi, da sem malo nor. Mah, tiho bodi, nimaš pojma, jaz pogrnil sem izpit, takoj ko rekel sem profesor, junej zaleti se v... Bi radi vsi od mene šolo, magisterij, doktorat, mah lep vas prosim, nehaj tega srat. Ej stari, sploh se ne sekiraj, če te danes kaj teži, se živemu človeku čisto vse lahko zgodi. Važno ni, če si presude bil ali kosmat, vedno je tu nekdo, ki te imel bo rad. Sreče v ljubezni, žal se nisem s tem rodil, še v javno hišo, če bi stopil, bi košarico dobil. Me nobena ne pogleda, me žika mi sosedov fant, sem cerkvi vedno prvi ministrant. Ah, mene pa je ena ujela, v vezi moraš res garat, če kdaj se kaj mi po nesreč, me pošlje v pasjo kočo spat, pretepa me za enkrat ne, a včasih moj ponos trpi, ko bi se ljubil, dela se da spi. Ej stari, sploh se ne sekiraj, če te danes kaj teži, se živemu človeku čisto vse lahko zgodi. Važno ni, če si presude bil ali kosmat, vedno je tu nekdo, ki te imel bo rad. Važno ni, če si presude bil ali kosmat, vedno je tu nekdo, ki te imel bo rad. Vedno je tu nekdo, ki te imel bo rad. Ansambel Smeh in Žiga Ramšak.
težka harmonika. Ni sile. Ti poslušaj ansambl Smeh, vi ste eni izmed tistih, recimo temu pop, zabavnih, kaj novovalovcev, nekaj takega. Recimo niste narodnjaki, no? Špilate ene take fine pop komade. Ja, v bistvu naši so malo bolj na pop, ampak drugače pa špilamo predvsem narodne, tako da imamo še to vse. Ok, zakaj Smeh? Zato, ker nismo kakega bolj pametnega imena dobili. Zato, ker niste resni, recimo. Ne? Recimo, ja. Žiga, poslušaj, ti imaš uro, vidim, da na roki. Ja? Zdaj, jaz sem eno fino igro zate, oziroma eno fino nalogo zate, pa me zanima, kako jo boš opravil. Zdaj, glede na to, da ste ansambl Smeh, lahko mi dva počasi tudi začneva iskati srečo. Povej mi, ti si srečen, tako če smem grede. Jaz sem vedno srečen. Vedno srečen, dobro. Sreče skoraj ne bi rado iskati, ampak mi jo bomo vseeno poiskali. Gremo poiskati srečo. Vprašanje je samo, v kakšnem in kolikšnem času jo bomo našli. Zdaj, eno fino igro imam zate. Dali ti bomo kamero zraven, eno celo ekipo in bo šel malo po mestu pogledati in poiskati uro, evo takšno, kot jo imaš sam. Ne rabi biti seveda ne enako, ampak mora imeti pa kazalce. Torej taka mehanska ura s kazalci. Zdaj tiste nove, pametne ne pridejo poštev, digitalne ne pridejo poštev. To, takšno uro. Se ti zdi, da je naloga pretežka, mogoče? Ne, jaz mislim, da ne bo problema. No. Ne bi smelo biti. Ja, zdaj in tvoji kolegi so v prejšnjih oddajah iskali, ne vem, glavnik smo iskali, pa slike, partnerjev, pa take stvari, robec tisti, no, iz blaga. In nekateri so odrezali... Mislim, da je to še najlažje. To je še najlažje, ja, zdaj, ampak to bomo videli na koncu, ne, da ne precenimo situacije ali pa podcenimo, kakor se vzame. V glavnem, eni so potrebovali tam okoli 20 minut, najhitrejši 2 minuti pa še nekaj. Zdaj bomo videli, kako bo tebi šlo na koncu, Žiga. Bomo videli. Si pripravljen? Si ready? Ready. Ja? Ok. Takšno uro iščemo, to je to, mi štopamo, ti pa greš počasi zdaj na ulice. Prav? V redu? Ekala, izvoli, poišči srečo, vso srečo tudi tebi, čeprav jo baje imaš. Takole, mi moramo zdaj najti menda ročno uro. Jaz mislim, da če so ostali našli glavnike v torbicah, pa ni da ni kao vse, da ni hudič, da tudi mi tele ročne ure ne bomo našli. Zdaj ljudje kar neki, menda se še neki koncert odvija, tako da ljudi bo kar neki. Dober večer. Tako da jaz upam, da bo tam dosti ljudi na ulici, pa da bomo našli ali punco, ali fanta, jaz bi bil še bolj vesel punce. Tukaj imamo poštenga. Malo je že mrzlo zunaj, tako da hvala Bogu za tople jakne. Tule sicer ne zgleda glih perspektivno, kar se tiče ljudi, ker bolj mesto duhov. Aha, super. Dober dan, gospod. Iz ene oddaje v petek Sebastjanu smo, vas lahko za sekundo zmotim. Nič takega ni. Res, v redu, pa ne. Takole. Tudi nimamo nobenega. Čakajte, evo, zdaj ena gospa gre, tako da bomo videli zdaj. Aha, se je tudi kar umaknala. Aha, tule gre in gospod, bomo vprašali. Dober dan, gospod. Vas lahko za sekundo zmotimo. Imate slučajno vi ročno uro? Iščemo nekoga, ki ima ročno uro. Odlično, gospod ima ročno uro. Lejte, za nagrado dobite še pa eno žensko ročno uro, da boste lahko dali svoji ženi. To je to. Hvala vam. Evo ga, uro smo podarili, uro smo dobili. Jaz mislim, da bo super cajt, tako da zrihtano. Bele črte na morju nihajo iz obale, tamle na obzorju. Tople kaplje na nama na dlani, so nabrale kot stik na deževu od dlani. Naj vsem ostane skrit tale kraj za naju in vrel dotik. Na tem kraju dejva, saj ni prepovedano, da sva en
znova nosiva, padava na mestu in dvigava, kradeva poljube, a hočem te. Lahke roke so, mehko je telo, izgubljeno spet najdeno, pod nogami vse zamaje se. Naju sem ostane skrit, tale kraj za naju in vrel dotik. Na tem kraju dejva, saj ni prepovedano, da sva eno pejva, potopiva se lahko, mehko medeno dejva, narediva rimo to. Stik zloženo, kje začne, kje se konča, najlep traja. Najlep traja. Najlep traja. Ven aquí, la déjame de juegos y bésame. Ya no te resistes que tu amor arde en mi piel. Dámelo, yo te lo doy, ven, siente este placer. Te lo doy, ven, dámelo, alcancemos el Edén. Baby, sabes tú debes estar bien. Ah, qué bueno, vamos, préndame tu fuego. No tengas miedo, baby, sedúceme con tu amor. Baila el ritmo, ven acá, hey. Soy tu dueño. Soy tu dueño. Najlep traja. Najlep traja. Super. Matjaž Kumelj, spoštovanje, dober dan, izvoli mikrofon. Poslušaj, zdaj ti si bil najprej pevec, pol pa si postal mister, pa vse ostalo, kar sodi zraven. Tako je. Za lepotna tekmovanja, da si se udeleževal pa to. Ja, res je, začel sem z glasbo, nadaljeval z modelingom, manekenstvo in potem se spet vrnil. Bil si mister Slovenije, kaj, 5 let nazaj? Mislim, da je to bilo. 2002, ja, 5 let Pa ne, nazaj. 5 let je že tega. Cajt hitro mine. Ja, hiter gre. Potem so te lahko videli tudi v znan obraz, ima svoj Tako glas, je. na sebi zraven. Ja, malo potem, v bistvu, ko sem bil mister, no, sem šel naprej v glasbene vode in potem sem hitro povabil na to oddajo in ja, tisto popotovanje se je začelo in od takrat naprej v bistvu solo karijera. Solo karijera. Tako je. Ampak imeli ste pa eno skupino tudi. Ja, to je bilo pa Če vse kaj vem. predtem, Okej. All for Play, tako da velikrat smo bili tudi pri vas. Ja, tako da to smo delovali kar 8 let, bili tudi na EMA-h in tako rekoč po celem Balkanu. No, potem pa sem šel jaz malo svojo pot, punce svojo pot, ne, če veš, kaj mislim. Ne, Tako da, Matjaž, da mi nekaj, če bi lahko zbiral, če bi moral zbirati recimo med manekenstvom, med tem, kar si sicer počel, pa med petjem, kaj bi izbral? Ali To se eno ali tudi- drugo recimo? Ne, veš kaj, to se tako dobro sovpada, ne, ker če si pevc, Itak. moraš delati tudi promo material. Pa če si še tako da- lep, recimo poleg vsega skupaj, da Glej, si to je čisto mister. tako relativno. mister veš, kakor za Slovenije. koga. Vprašanje, ja, oboje. Veš kaj, mislim, da zmorem oboje ta trenutek, tako da evo delam. Itak, ampak pravim, če bi recimo moral se odločiti med enim ali med drugim, kaj bi vzel? Glasbo. Glasbo, petje. Glasbo. Ja. Zaradi tega, ker sem v bistvu potoval, bil sem na Tajskem, Koreji in tako naprej, ampak še vedno, ko sem se vrnil nazaj, sem rekel, glasba je tista, za katero mi bije srce, tako da sem se vrnil, evo in zdaj sem tukaj. Ok, bravo, evo, to je to za začetek. Mi te bomo pol še slišali v enem komadu. Tako je. Enem, to je čist nov komad, mislim, da ga bo Po zapel. svoji poti na slovenski popevki sem se predstavil, tako da evo, tokrat pa še prva s premjero. Ok, dobro, dajva še malo počakati. Mikrofon mi boš vrnil. Tako, vzami malo pauze. Mi pa gremo naprej počasi. Fuzbala ne boš pilal danes, ne? Bi. Zdaj takoj? Takoj. Ne, daj si pauzo vzeti, ker mislim, da si predober za vse ostale. A bomo videli, evo na koncu te vzamemo gor, pa boš zmagovalcem igral, je prav? Ok, v redu. Hvala ti, Matjaž. Uživaj. Matjaž Kumelj. Gospe in gospodje, dajmo se mi ustaviti pri naših 4 fuzbalerjih. To so Sandi, Sašo, Miha in Matic. Spoštovanje, zdrav Matic, Miha, Matic, evo Sandi in Sašo, vsak po svoje že bil gost v naši oddaji.
če se spomnite, tisti, ki ste gledali od prve oddaje naprej, pol veste, kaj počnemo. Namreč špilamo na mizni nogomet, ročni fuzbal in zdaj zmagovalci so prišli naprej v to zadnje kolo, zato je tudi današnja oddaja taka bolj moška, fuzbalska po svoje. Fantje, kako se dajte mi povedati, se dobro počutite, ste pripravljeni? No, ste kaj, vadili? Odlično, smo se ogrevali od zadaj, zdaj 1 určko in pol, tako da smo vsi pripravljeni. Ti si recimo špilal zadaj 1 uro fuzbal zdaj. Ja, tako. Okay. Sam te prav. Dobro, pa to bomo šele videli. Zdaj, pravila so zelo enostavna. Vi 4 ste finalisti, vrgli bomo kocko, prav? In tisti, ki bo zadev oziroma vrgel najnižjo številko, tista 2, ki bosta vrgla nizko številko, boste igrali skupaj. Tista 2, ki bosta vrgla visoko, višjo številko, bosta tudi igrala pol skupaj. Najprej en polfinale, pol pa drugi polfinale. Tako da lahko mi počasi začnemo z našim vijoličnim kotičkom. Kocka! Sašo, izvoli. Najprej ti, kar vrži po tleh. Vemo, kaj se bo zgodilo. Številka, 1. Zdaj te številke ne pomenijo nič, zdaj ali vržete nizko ali visoko številko. Sandi, izvoli, da vidimo, s kom boš skupaj danes. Ta je pa šla nekam, med publiko skoraj. Številka 2 za Sandija. Sašo 1, Sandi 2, vidva ste še na vrsti. 3, levo po vrsti vse skupaj. 1, 2, 3, evo, zdaj pa še 4, pa vemo, kje smo. Pošlo. Številka 3, zdaj vidva, Matic, pa Miha, dajte še vidva enkrat to vreč. Ste izenačena, da vemo, kdo bo skupaj igral. Številka 2, daj še enkrat, dvojko že imamo. 1, 2, evo, izvoli. Jaz se bom nadelal danes očitno. 4. In zdaj imamo kaj, 1, 2, 4 in 6. Pa še v redu ste postavljeni vsi skupaj. Sašo 1, Sandi 2, Matic 4, 6, to je to. Zdaj, vidva z nižjimi številkami, prosim, kar izvolite, Tjana, sedeš. Mi pa gremo špilati fuzbal. Prosim, akcija, hitro. Dajmo se spraviti za fuzbal. Jaz imam tudi kartone tukaj, če bi kdo recimo kak faul naredil. Upam, da od tega ne bo prišlo, torej rdeči in rumen karton. No? Če bo simulirala recimo prekrške, če bo z roko igrala te stvari, to je vse pri meni. Zdaj pravila poznata, če je možno, seveda je možno. Pravila poznata, na 5 kroglic gremo, torej na 3 dobljene gole. Tisti, ki prvi doseže 3 gole, je zmagovalec, gre naprej. V finale poraženca pa čaka ena luštna igra. Dajte še povedati, kateri ekipi bosta zbrala. Matic? Jaz sem kar zvest našim Goričanom. Ok, Gorica. Matic, Enka Gorica, FC, kaj so Enka? ND. ND. Gorica. Društvo. Društvo, točno. Društvo Gorica. Miha? Jaz pa Velenje, Rudar. Velenje, Rudar, evo prav. Dobro, vidite, sta redi, imate vse postavljene tako, kot je treba? Ja ali ne? So, v redu. Ok. Sta? Right? Pazi, 3, 4. Matic brani počasi, hkrati napada žoga v polovici Velenja in 1-0 za Rudar Velenje. To je to. Matic, ti si prej rekel, da si treniral nekaj. Ja, ma ne ročnega. Sem mislil, da bomo pravega igrali. To lahko tudi kasneje, potem mogoče. Napaka v obrambi, 1-1, evo, ND Gorica in Rudar Velenje. Nič ni odločeno. Ena prva polfinale tega pokala, čeprav zdaj slovenski pokal je zdaj aktualen svet, ne? Ja, to nekako. Ma ne spremljam nekaj fuzbola dosti. Zakaj ne? Ti ni všeč? Nimam niti časa. Sem bolj od zimskih športov, jaz če ne. Še en gol, evo ga. 2-1, Gorica vodi. Tretja žogica, Velenje v napadu. Gorica se brani zelo uspešno. Žoga na drugi polovici. Velenje pri žogi. Miha, kako je stavo? Špilaš ti fuzbal tudi sicer? Ja, po prilikah. Dobar poskus, skoraj. Koliko je zdaj sploh? 2-1? Kdo vodi?
Rešeno. 3-1, to je to, ne? To je to. Hvala za sodelovanje. Ti si poražen, z tebe še nekaj čaka, ti pa greš v finale počasi. Prav? Miha, ok, dajte prosim sest. Dajte sest na sedežno in Sašo pa Sandi. Drugi polfinalni par. Kaj je strah? Počasi hodiš, počasi si. Tukaj. Super bo to. Sašo, povej mi, si pripravljen ti na to igro? Jaz sem treniral, sicer Si kaj nisem, vadil ampak zadnjič? nisem. Zakaj ne? Slabo. Veš, da si Nimam zmagovalec, poligona, samo po benzinu vse smrdi pri nas. Tako da. Ti si tako Marinko Galič, recimo. Ne, Marinko Galič je Marinko Galič, jaz sem pa Saš Ja, Kralj. on ima treninge, samo ima fuzbal treninge, te ročne. Aha, ja. Mi pa Kaj če drugega, ne? samo s motorji Prav. treniramo. Sandi, ti si pusti kaj kitaro pri miru, pa si rekel, greš malo fuzbal špilat v kafič, Sem probo malo, ja. te malo tisti hebel po naše potegni, to je to. Fanta pravila poznata, 5 žogic, 3 goli zmagajo in kartone imamo danes tudi, torej če kdo simulira, zdaj prejšnja igra je bila zelo lepa, zelo gladka, zelo fair, pa jih ni bilo treba podeliti, pa pokazati nikomur, zdaj šprudlat se ne sme. No. Dobite kartone avtomatsko. Štrudlanje, recimo po vaše. No? Saj veste, zakaj gre. Dajte, prosim, zbrače ekipe. Kaj boš ti, Sandi? Bom pa jaz, če smo že glih v Mariboru, bom pa ta vijolični. Enka Maribor. Sašo? Ja, 2 Maribora ne moremo biti, pol bom pa jaz, ne vem, Ptuj. Ptuj? Dobro, evo, Drava. Drava, Kragl, Drava, Ptuj. Izvolite igrati. Začetek tekme in ena Rodinič. Drava vodi proti Mariboru. Zdaj glede na zadnje dosežke to mogoče niti ni tako zelo čudno. Evo, dajmo, prosim, druga žogica. Bo šlo? Dajte pihniti. Sodnik gleda stran, brez kartona. Dobro, jaz bi zdaj že gol dobil, ta drugega. Op. Avtogol, ampak dobro. 1-1. Maribor Ptuj. Kaj pa zdaj še en gol tako je padlo, kaj? Sandi se trudi v svoji obrambi, počasi Sašo napada. Žoga v nasprotnikovi polovici, na sredini, pred golom, skoraj spet avtogol. Sašo med bolj vestnimi v tem trenutku. Evo, vidite. Kaj zdaj s tem? Bo šlo? Dobro, da gol. Tekma živčna, bolj kot ne. Bo treba počasi en karton pokazati. Yes, evo, pa je padlo še en gol. Najlepša hvala. 2-1 za Maribor. Skoraj da meč žoga, vidimo kaj bo s tem. Če bo šlo skozi, Sašo napada 2-2. Jako napeta tekma, evo ga, zadnja meč žogica, kaj je Sandi špila? Špila. Vse v redu, prav ste Ja. pripravljeni. Evo, tu je zdaj meč žogica za zmagovalca druge polfinale tekme, dajmo se potruditi fanta. Sašo treba paziti. Gneča v kazenskem prostoru Drave in Maribor 3, Drava 2, oba še čaka cela veselica danes, tako da pripravite se. Tebe tudi, čeprav si izgubil zdaj to tekmo, no? Sandi pa gre seveda v finale. Dajmo se mi ustaviti pri še enem komadu, ki nam ga bo danes zapel. Kdo? Dejan Vunjak. Nocoj ni čisto naš, kdor za družbo je prerisen, naj naroči še en glas, da se poje, da se pliše, da se zgodba ne konča. Danes bom ostal do konca in izpijal bom do dna. Naša družba je vesela, kar tako ne bo odšla. Danes nič nas ne ustavi, danes tukaj smo doma. Kaj bo jutri, nas ne briga, se ustavil nam je čas. Skupaj gremo zdaj do konca in zapojemo na glas. Nocoj bo luštno, kot še nikoli, kot še nikoli, kot še nikoli. Zdaj se bo pilo, kot še nikoli, kot še nikoli. Nam luštno bo,
pleše, da se pleše, da se zgodba ne konča. Danes bom ostal do konca in izpijal bom do dna. Naša družba je vesela, kar tako ne bo odšla. Danes nič nas ne ustavi, danes tukaj smo doma. Kaj bo jutri, nas ne briga, se ustavil nam je čas. Skupaj gremo zdaj do konca in zapojemo na glas. Nocoj bo luštno, kot še nikoli, kot še nikoli, kot še nikoli. Saj se bo pilo, kot še nikoli, kot še nikoli. Nam luštno bo, nocoj bo luštno, kot še nikoli, kot še nikoli, kot še nikoli. Saj se bo pilo, kot še nikoli, kot še nikoli. Izpij do dna. Sem vedno bolj vesel, v srcu sem si ogrev, se stiskam k ljubici, me vedno bolj želi. Veseli smo vsi, od nas si vsak želi, da bi tako bilo do konca dni. Nocoj bo luštno, kot še nikoli, kot še nikoli, kot še nikoli. Saj se bo pilo, kot še nikoli, kot še nikoli. Izpij do dna. Nocoj bo luštno, kot še nikoli, kot še nikoli, kot še nikoli. Saj se bo pilo, kot še nikoli, kot še nikoli. Izpij do dna. Dejan Vunjak, evo, nocoj bo luštno, toliko je luštno, da žarnice letijo po celem studiu. Spoštovanje, zdravo, izvoli mikrofon, pa pazimo, da Sem te... mislil, da mi bo še žarnice. Ne, lahko pa imaš, za spominjo lahko vzameš. Evo, tole, hvala. Lej. To mora, po vsej verjetnosti tudi doma letijo žarnice, zdaj, ko so te poslušali. No, to je dober znak. To je zelo dober znak. Poslušaj, da mi povej nekaj, zdaj, verjetno ti, ko kam prideš, te mogoče kdo celo podcenjuje, ampak ne ve, da si dejansko zelo učen muzikant, no? Zakaj me bi podcenjeval? Ja, se veš, kako je, ne? Pri nas v Sloveniji sploh. Ne, pri nas v Sloveniji je ta glasba zelo, bom jaz rekel tako zelo priljubljena. Veliko ljudi posluša to glasbo in jaz vedno pravim, a ni boljše, da te razume 100 000 ljudi, kakor pa eden. Kaj je večja umetnost? Ampak ti si načeloma, ja, vem pa, kaj si hotel vprašati. naštudiran akademski glasbenik, no? Ja, drugače pa jaz imam takole, zdaj trenutno sem naredil diplomo iz Tokal, hodim na Akademijo za glasbo, zdaj sem pa trenutno na magisteriju, tako da delam še magisterij za Tokala. Tako da mogoče včasih malo komu čudno, če recimo pojem pa igram kitaro, ne? Ravno zaradi tega, mogoče kdo misli, da pač si Tokala, odkot se nisi bobnar. Ne, jaz vedno pravim, moja prva ljubezen so bili bobni in tudi jaz sem pri očetu igral 1 leto bobne. In tudi v bistvu nekoč sem rekel, veš, tako zelo sem razklan, zelo obožujem petje, zelo obožujem kitara, ampak v bistvu bobni so bili prvi stik z glasbo, če bi lahko rekel. Ja, ampak zdaj, ko si očeta omenil, recimo, je to nekaj dobrega, ko kam prideš, ali je to včasih v breme? Ne, to je najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim. Pa v bistvu zmeri rečem, da je to v bistvu zelo dobra stvar, ker komu ne bi bilo všeč, da v bistvu da je bil tvoj oče v bistvu legenda, pa da je toliko ene dobre energije in dobre volje prenesel na ljudi. In v bistvu niti enkrat v življenju še nisem začutil, da bi bilo to breme, no, če sem čisto iskren. Ampak mi je to v veliko veselje in v čast. In v čast, seveda, vsekakor. Zdaj boš mogoče nekaj zabobnal tudi? Veš kaj, se včasih zabobnam, takole drugače, včasih na nastopu, tisti, ki hodijo redno na naše nastope, se zgodi 2-krat, 3-krat na leto, da meni zapaše, veš, ker moj najboljši prijatelj od zadaj igra bobne in pol včasih jaz rečem pismo, da gremo in pol tudi moj bobnar poje in grem jaz v bistvu za bobne, si dam mikrofon in pojem in igram, tako da je taka atrakcija. Moram malo za svojo dušo in srce. Zakaj pa nisi bobnar? Pa veš kako je, v bistvu bobni imajo en svoj čar, ampak ne bi ga pa nikoli v bistvu res tako zamenil za petje, ko zabavaš ljudi, zaradi tega, ker ko si ti od spredi in ko ti ljudje dajo energijo in ko ti daješ ljudem energijo, je ta kemija, ki jo pa od zadaj pri bobnih ne moreš imeti, ker si pač v zadnji. Malo si zapostavljen, malo si nekje v zadnju, ne vidiš, da si pa v bistvu ta glavna mašina, ta glavni pogon. Ja, vedno je v bistvu tako meni oče že od majhnega govoril in to je čista resnica, boban je hrbtenica benda.
In to je čista resnica. Boben je tisti, ki v bistvu narekuje tempo, ki daje, kako se bo igralo. Je pa res, recimo, veš, če si v zadnji vrsti in pa če bi recimo moj bobnar imel pevko od spredi namesto mene, ne, se pa verjetno ne bi glih pritoževal, da je od zadaj. Bi imel pa najlepši razgled. To smo ne dvojem, ampak veš kako je. Tako pa more mene gledati. Ja, bobnari so recimo zapostavljeni tudi predvsej. Zdaj tudi ogromno vicev je v bobnarjih. Ogromno vicev je v bobnarjih, ja, ampak veš kako je, glej, tisti, ki se zadnji zmeje, se najslajše zmeje. Prejšnji teden smo rekli enega dobrega, kdaj razpade bend? Kdaj? Ko Bobna reče, fanti, dajmo mi en moj komad posnet. In to je to, pol je zaključek. Čeprav, jaz sem bobnar, pa se želim naredil, veš? Ok, dobro, dajmo še počakati, kdo se bo zadnji smejal. Ja, bomo videli točno, to je zevno, ja. Dejan, najlepša hvala, tebe bomo še danes slišali v kakem komadu, mikrofon bom rabo, lepo se mej in se še vidimo, pa slišimo. Valjda, evo, žarnice letijo, upam, da pri vas tudi čas je za vijolični kotiček. Tja, dva zmagovalca morata iti naprej v finale. Zdaj je čas za highlight današnjega večera, za tisto, na kar smo vsi čakali, za finale, za veliki finale ročnega nogometnega fuzbala. Matic in Sandi, prosim, pridite z mano. Tja, kaj smo prej rekli? Maribor in Gorica. Ne da Horica in Maribor. Zdaj pa Primorci ali pa, kdo je sploh v pokalu slovenskem zdaj na koncu? Kdo ve, ne? Ti verjetno, da se niti ni važno. Glavno, da veste za ročno. Imamo naš pokal tukaj. Videla sta zdaj finalista, absolutna finalista. In ta glavni zmagovalec bo danes nekaj odnesel eno lepo nagrado. Ti dobiš, ali pa ti seveda malo manjšo nagrado, zdaj glede na to, kako bo vse skupaj. Tako da vam želimo vso srečo, kartoni so pripravljeni, vidva sta, redi, Horica in Štojerci, to ti Maribor, gremo te. Da vidimo, kako se bo išlo, Gorica napada, Maribor ne špara. Sandi obvlada situacijo, čeprav Matic se zdi, da mogoče z malo sreče zna imeti premoč na terenu. Ena! Vidim, da bo hitro konc tukaj. Proti nič za Maribor, če bo šlo tako naprej, bo nekdo upravičil svoje ime pa slove, zdaj bomo pogledati. Skoraj da. Ojej. Sreča. Golman zaspal. Sreča spremlja pogumne, ali pa, zdaj mi reči na glas, evo ga. Zdaj to zna biti že zadnja žogica, mogoče bo že konec igre, evo finale, Matic, zdaj se malo priberi, Maribor 2, Horica, nič. Dve proti ena. Razlika se manjša, četrta žogica je tukaj. Eto, malo biti zbrana, zdaj. To je Sandi, strel na gol. Maribor se trudi, premikamo komplet mizo, to bo skoraj da karton. Zdaj pa je padel tisti gol. 2 proti 2. Ja, malo te je dekoncentriralo vse skupaj. Rešil si iz črte, oziroma iz čiste linije. Kako ti je to uspelo? In kot prej, gremo tu zdaj na zadnjo. Evo, 5. žogica. Sta pripravljena, to je zdaj to. Mečbal za zmagovalca ročnega fuzbala. 3 proti 2 za Horico. Horico. Boš mogel še malo potrebiti. Ja, seveda, valjda. Evo, vse čestitke tudi tebi, valjda. To je to zdaj za finale, kar smo mislili narediti. Poraženca boste seveda šla naprej v še eno luštno igro, tako da ne odhajati z nami, ostati vsekakor. Cajt pa je za to, da slišimo eno lepo pesem, ki smo že prej napovedali, Matjaž Kumelj. Skoz valove mirno gre, kdor se toku prepusti, a vredno
vredno je živeti le, če si upaš sanjati. Besede, ki bolijo, naj te ne zadržijo, po svoji poti le naprej, ko je hudo. Ko ti ne gre, pa se poglej, zavedaj se, tvoje srce je edini pravi kompas je. Prav povsod se najde kdo, ki ga moti vse, kar si. A kdor sodi drugega, morda le sebe ne pozna. Besede, ki bolijo, naj te ne zadržijo, po svoji poti le naprej, ko je hudo. Ko ti ne gre, pa se poglej, zavedaj se, tvoje srce je edini pravi kompas je. Vedno zvest si bodi, po svoji poti se podaj. Ne, 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 ne skrivaj se, s polnim srcem ljubi, kar dal boš, to dobiš nazaj. Ko je hudo, ko ti ne gre, pa se poglej, zavedaj se, tvoje srce je edini pravi kompas je. Naj vodi te, naj vodi te. In skrajni čas, da mi pokažemo spretnost. Danes ob meni prvi poraženec današnjega fuzbala, današnjega finala fuzbala, Miha Lampret, ki že komaj čaka, da začne početi to, za kar smo mu postavili celo sceno, in sicer koliko udarcev lahko zdrži strani moderatorja z boksarsko rokavico. Ampak čisto zares, treba bo banane lupiti z rokavicami. In koliko jih boš v 2 minutah? Upam, da vse. Bomo čas zabeležili, upaš, da vse, ja, tu je kar precej. Zdaj takoj za tabo seveda pride na vrsto tudi Sašo Kragelj, drugi poraženec fuzbala, evo, ampak tebi smo dali prednost, ker si pač recimo mlajši, pa še neizkušen, kar se tega tiče. To je to. Zdaj, rokavice dobro stojijo, dajmo še poskusiti. Ja, je v redu? Bo. Ok, super. Zdaj, vse, kar moraš narediti, je to, da pač lupiš banane z rokavicami. Karkoli, pač na kakršenkoli način, pomaga si lahko s čemerkoli, pač kolikor zmoreš dejansko, ker imaš rokavice gor. Čas pa je 2 minuti. Štopamo in to je to. Si ti pripravljen? Še kakšno vprašanje, veš, kaj treba narediti? Vem. Tiste, ki jih olupiš, torej banano pa olupek vred kar tu v košaro vreč in no, to je to, jaz ti želim vso srečo, pa da se dobro izkaže. Zdaj pri naši osrednji igri pokaži spretnost. Miha, pripravljen? Pripravljen. Smo? Ok, mi štopamo. 3, 4, zdaj! A bo šlo? Celo banano je treba olupiti z boksarskimi rokavicami. Sašo, kako se ti zdi? Zabavno. Ti si prej obljubljal, da jih je premalo tukaj, da boš vse olupil.
To bo Bomo težko, videli. ne? Še malo pa bo prva pri koncu. Evo, da vidimo, gre počasi. Ok, evo ga. Prva banana olupljena. Miha se trudi, ročne spretnosti mu gre od rok. Z usti si lahko pomagaš, seveda. Kar zna tudi biti smešno po svojem, ampak glej, da pokažeš spretnost. Druga banana. Je si kitarist drugače? Ja, res je. Ja, pol bi s prsti moral znati, no, nekaj narediti. Ja, ampak tu nimam prstov, nažalost. Lahko probaš pol z rokavicami kitaro špilati, če bo šlo. Tretja banana. Sašo že razmišlja, kaj bo zdaj, mi bo spelo. Četrta banana je na poti, čas teče, odštevamo. Kakšen je občutek? Jaz sem osvojil tehniko. Katera je zdaj četrta? 1, 2, 3, 4. Evo ga, peta banana je na poti. Miha, tebi gre zelo dobro, meni ne bi uspelo nobene, po vsej verjetnosti. Ali pa skočil po njih, to bi lahko naredil. Peta banana. Sašo, kakšna je projekcija, kaj misliš? Zelo dobro mu gre. Zdaj Se ima bo peto mogel za sabo. kar potruditi. Koliko? Se bo potrebno kar potruditi. Ja, to je itak. Zdaj šesta banana, Miha, tudi ti gre zelo dobro od rok. Še 30 sekund časa imaš, evo šesta banana, vse šesta, šteješ? Ne, Dobro. Upam, da se nisem jaz ni časa zmotil. šteti. Evo ga, še hitro, sedma, je šla, ok, sedma banana, še osma. Čas teče, uštevamo, že deveta, do konca je moraš lupiti, deveta, evo ga, a bo šla še deseta. Konec! Ova, skoraj, kaj, deseta, koliko smo jih rekli? 9,5. 9,5. Dobro, to štejemo za 9,5. Lepo scenarijo si naredil, ampak očitno ne gre drugače. Žal ne. Vse čestitke, evo. To je to. Ne me ubiti. Dobro ni zavec, po drugi strani. Poslušaj, prej smo tvojega kolega poslali na ulice iskat uro. Ja. Se spomniš? Zdaj je hitro našel, kaj misliš? Po mojem je. Zelo hitro. No, ja. Vse je posod hiter. Mi se zdaj sprašujemo, kam je dejansko šel, ker mu je to zelo hitro uspelo, ampak kje se je zgubil fant? Kje je? Dajmo pogledati. A viš seba, če si dober, si hiter. Če si hiter, si uspešen in če si uspešen, si lahko kljub mrazu še pa na koncu en kafe privoščiš. Na zdravje. En čas za drugi del spretnosti, za drugi del pokaži spretnost, če ste spremljali našo oddajo, veste, da smo počeli že vse živo, da smo z bagerjem pokali balone, da smo skejtali od zunaj oziroma kotalkali pa igrali hokej, preoblačili posle v rokavicah za kuhanje, zdaj bomo delali še v enih rokavicah, boksarskih, no, teh. Na vrsti Sašo Kragl Ultra, večni šampion slovenski v motokrosu, ki pridno skrbi za naraščaj. Počneš to zdaj tudi, ko je konec sezone, ali kaj počnete zdaj v klubu? Ja, v akademiji, zdaj smo se v bistvu preselili v telovadnico, na fizične treninge. Kondicijske tudi? Tako, kar je... Kaj počnete, kaj za roke delati? Za celo telo. Za celo telo? Celo telo, ja. A kaj posebej še, ker so... Specifične vaje, ki so predvidene za motošport, tako da bistveno je, kako so vozniki pripravljeni pred sezono, kajti to je neko bazično obdobje, v katerem je potrebno dati največ od sebe, da lahko bolj žanješ skozi leto to, kar si v bistvu v zimskem času naredil. Pa se dobro pripravi. Zdaj povem, imamo kakšne šampione, Slovenci počasi? Ja, počasi. Trenutno imamo itak šampiona aktualnega Tima Gajserja, ampak je še kar nekaj železa v ognju, tako da to so bolj dolgoročni projekti. ki se... Ja, v letošnjem letu Miha Vrh, to je 7-letni fant, ki je postal v kategoriji 50 kubikov državni prvak, delno tudi pod našim mentorstvom in naše delo je delo z otroci, vzgajanje podmladka, vzgajanje otrok in vseh ljubiteljev tega športa v nek zdravo preživljanje prostega časa v naravi.
Daj mi povej nekaj, ko imate treninge, te specifične, boksate kaj? Ja, ravno danes smo imeli en trening z bokserskimi rokavicami. Tako prepričan, da ti bo uspelo kaj olupiti cel ta krožnik, cel pladen? Ne, nisem prepričan, da mi bo uspelo olupiti, ampak se bom potrudil. Ok, Miha je olupil 9 banan pa pol, 9,5, ok. Zdaj ti imaš ravno tako 2 minuti, toliko časa je, ostalo pa je na tebi, koliko ti bo uspelo. Vredo, gremo. Vredo, ok, čakaj, mi odštevamo počasi, ura je pripravljena. 3, 4, zdaj! 2 minuti časa. Miha, kaj praviš? Bo podrt tvoj rekord? Čeprav ti si na koncu pospešil. Ja, tehnika. Na koncu šlo v 30 sekundah, 5 banan. Prej si pa malo si čas vzel, ne? Važna je tehnika. Ja. Evo, Sašo Krogl pri drugi banani. Zelo lično lupljene, tako če rabi kdo za kako pito, ali zdaj štrudel iz banan, ali karkoli tretjega, za banana split, to je treba še lepše narediti. Tako, evo, 3 banane so lupljene, Sašo, bravo. Videla, ki ste zmagovalca. Bi šla zraven? Želite poskusiti? Kakšno banano pojesti? Lahko jo pojesta? Seveda, absolutno. Tako dajmo najprej to upraviti, bo pa dobita banano, pa še vse kar je zraven. 4. banana za Saša Kraglja, ura teče. Videla, imate pol na voljo 2 minuti vse pojesti. Pošteno? Pošteno, ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 banan za Saša, 6. Vsaj 6, ne? Še minuto imaš na voljo, 9,5 je absolutni rekord. 7. banana. Evo je Sašo pridn. Miha, kaj zdaj te, kaj je strah? 8 banana. Samo vlada z rokavicami, ne? Ja, dober je. Mogoče si jih moraš večkrat doma nadeti pa iti boksati tudi. To je zdaj že 9. Sašo, da mi povej, bi peljal ti motor s temi rokavicami? Bi. Bi, dobro. Ko boš to naredil, daj se posnami. 10. banana, evo. To je že boljši. To je že mimo tebe, ampak trudil si se pa v nulo. 11. banana, Sašo Krogl, novi rekord. Lupljena banan z rokavicami, boksarskimi. 12. Kot da gre za življenje, evo, 13. banana je na poti. Sašo, mirno kri. No. Dobro, ste doma delaš, recimo, če bo treba ga lupiti. Konec! In 0,1 banana olupljena. Vse čestitke ti pomagam, to zadevo spravi dol, rokavice, bo šlo? Bo, evo, daj mi rokavice, tako. Vse čestitke, bravo. 13 banan, koliko sta rekla? Eno pa lahko vzamem, ne? Eno lahko vzameš, vse lahko vzameš. Hvala. Pa videla zmagovalca? Z nasmehom na ustih, dajte poskusiti pol, kako se vam bo dalo. Evo, to je to, pokaži spretnost, za nocoj zmagovalec, Sašo Kragl, drugo mesto, Miha Lampret. Evo ga. To sta nocojšnja poraženca, zmagovalca, pa ne tekmujeta nič več. No, to je to, videla so že pokazala, kaj sta pokazala. Maribor je zgubil doma, na domačem terenu. Sandi, ljubi Bog. In to je to, banana zame, za vas nagradna igra s Facebookom. Če ste spremljali na zadnje, pol veste, zakaj gre, če ne, tu ostati, takoj bo, samo nekaj trenutkov. Še narod. Vizit Pohorec RTS, zadevo poznate, če ste spremljali na zadnje našo oddajo ali pa predzadnje oddajo, v čem je catch, kaj je treba narediti. Če želite imeti celodnevni paket za smučanje, torej karto za smučanje, pol dajte poklikati našo Facebook stran RTS 24. Tam je ena objava o tem, o nagradni igri, ki jo morate tudi všečkati, pa še napisati zraven nekoga, označiti, s katerimi pač radi šli smučati. In to je to. Vizit Pohorec RTS, dajte to narediti, mi želimo 5 nagrajencev 15. tega meseca v oddaji. Tako da to je to. Tukaj v škatli je že nekaj vaših kupončkov, bilo rečeno, ki jih bomo pol kasneje žrebali. Tako da ne čakati, čimprej na Facebook poklikniti RTS 24, Vizit Pohorec RTS, to je vse, kar je treba vedeti v tem momentu. Evo ga, to je to, pohiteti pa ne čakati, kot tudi mi ne smemo čakati, ker se oddaja počasi izteka. Za nas ima Dejan Vunjak še en zelo lušen komad.
rad bi s tabo bil sam, daj ugasni že ta Instagram. Rad bi božal tvoje lepe lase, daj odriši me mu, takoj ugasni ta Facebook. V kavarni s tabo zjutraj sedim in si tebe želim, po SMS-u pa poljub tvoj dobim, po ekranu išče slike z menoj, kjer sva srečna bila, brez telefona tvojega. Tina, daj umakni telefon. Tina, da v oči te vidimo. Tina, saj življenje ni ekran. Tina, daj poglej še kam drugam. Rad bi gledal tvoje modre oči, rad bi s tabo bil sam, daj ugasni že ta Instagram. Rad bi božal tvoje lepe lase, daj odriši me mu, takoj ugasni ta Facebook. V kavarni s tabo zjutraj sedim in si tebe želim, po SMS-u pa poljub tvoj dobim, po ekranu išče slike z menoj, vidim vsega sem si, morda pritisnil bom delete. Tina, daj umakni telefon. Tina, da v oči te videl bom. Tina, saj življenje ni ekran. Tina, daj poglej še kam drugam. Tina, daj umakni telefon. Tina, da v oči te videl bom. Tina, saj življenje ni ekran. Tina, daj poglej še kam drugam. Tina, daj poglej še kam drugam. Pogledati je treba Dejana Vunjaka, ki smo jako hvaležni za te komade pa napeve v tem večeru. Čas je, da pridem do zadeve, ki smo jo danes počeli, to je finale fuzbala. Prvo mesto, kaj misliš, kaj je tu notor? Evo, to je zate, Opa. in sicer nagradni bon v vrednosti 200 evrov, optika Sentina. No. Takole, to je zate. Super, najlepša Za hvala. Championship, no, za prvo mesto in vsi ostali, ki ste sodelovali, torej dobite pa vsi iste nagrade. In sicer je to ena fina zadeva, sploh ko boste lačni, nagradni bon v pizzeriji pa špageteriji Al Capone, in sicer 2 pici po lastni izbiri. Evo. To je to, super. Prav. Čestitke vsem, evo, zate, za banane lupit, tudi mimo grede, pa Sašo, svojene tebe ne smemo pozabiti, 2 pici po izbiri, da seveda, kaj, vode več nimamo nič na mizi, ne? Nič več za pit. Važeja, kaj fantje, danes je ena taka moška testosteronska oddaja, bi bila skoraj sramota, če nič ne spijemo. Izvolite odpreti, pa mi pomagati, recimo jaz rabim nujno zdaj, ker že imam suha usta počasi, komu še lahko natočim? Tukaj. Ne, pomagaj, si imaš 2 roki. Ti, Santi? Tudi? Ja. Evo, izvoli, daj še, Sašo še ima vodo, ampak? Ne več. Dobro, evo, testosteronski, fuzbalski, moški večer, sausage party skoraj da, verjeli ali ne. In hrenovke, evo, dečki, simbolika, hrenovke, kdo bo hrenovke celo? No, čin, zdravje. No, evo, zame. Ok, ta bo super. Še nekaj, ne smem pozabiti. Čips, ne smem manjkati. Gre vsem skupaj, tako da če ste doma, pol veste, da nam gre enako. Odlično. Izvolite vzeti, pazi, tudi malo vrečo. Že sam fuzbal tekma. Niste edini, ki se vzamete cajt, pa greste po prigrizke, pa po pivo, pa po vse, kar sodi zraven. Izvolite, Saša.
Čips, dajmo mi pogledati, kako je odrezal Žiga na mariborskih ulicah. Spoštovanje, pa vse čestitke Žiga. Čips, izvoli. Če boš, vem, da zna biti nevljudno s polnimi usti jesti, ampak prigriznemo pa lahko verjetno. Eno vprašanje. Kako si odrezal danes? Hitro si našel vse skupaj? Mislim, da je bil kar hiter, ja. Kar hiter. Koliko misliš, da si rabo časa za vse skupaj? Jaz bi rekel, da je bilo po 2 minute. Pod 2 minuti, zdaj če si bil po 2 minuti, pol je to absolutni novi rekord. Namreč najboljši čas so postavili ansambl Stil z 2 minutama in 57 sekundami. Zdaj ansambl Smeh, ki se mu bo smejalo še posebej, ansambl B, evo, da ne napišem kakšne neumnosti na koncu. Minuta in 36 sekund. Čestitke. Hvala. Daj mi povej malo, kak je bilo na ulici, na cesti. Pa fajn, ljudje so sicer bili malo, kako bi rekel, malo so bili nervozni, malo se niso upali nekateri kaj hudo motiti, pustiti, ampak tistega strica smo hitro najdli. Pa ima lepo uro. Ja, super uro. Boljša je bilo kot moja. In lahko zdaj, evo, prvi ansambl Smeh, minuta 36 sekund. Zdaj, ko smo že mislili, da ne bo šlo v krajšem času najti, pa poiskati sreče, si se nam ti zgodil na svojim ansamblom, kar je tudi fino po drugi strani. Pa dober, sam sem imel lahko nalogo. Pa dobro, ampak vseeno, minuta 36, to je prideš komaj do ulice. Jaz hitro govorim, veš, popa. To pa tudi, ja, pa smejiš se dosti. Tako zgleda. Poslušaj, zdaj en komad boste še pol odšpilali, no, Miha in Žiga, tako da prosim, če se kar pridružite bendu. Hitro lahko vzameta še kaj za pit zraven, recimo. Ali za pojest, mogoče tudi. Tako da nam ansambl Smeh še eno odšpila. Dajte mi še povedati, vam je bilo v redu, danes igral vse skupaj, v redu si odrezal prvo mesto. Super. Ti še prideš na popravnega zaradi Maribora. Bo treba, ja. Bo treba, obvezno, tako da se vidimo kmalu. Saša, vso srečo z akademijo. Hvala. Prav, pa da čim več mladih novih upov pripelješ. Delamo v to smer. Delaš v to smer, verjamemo. Hvala vam, da ste bili tukaj. Hvala vam pred malimi ekrani, hvala cenjena publika. To je to za nocoj. Naslednjič se vidimo naslednji petek ob isti uri, ob istem cajtu, na istem mestu. Ne pozabite, ne zamuditi vaše najljubše oddaje. Za konec še ansambl Smeh z enim zelo nesramnim komadom, Nesramno premlada. Nekaj časa prav očitno zapeljuje me in ob pogledu si nesramno grize ustnice. Vse lepo in prav, a vem, kam pelje tale pot. Bi rad se poigral, pa za njo skoraj sem gospod. Pravi mi, da ni premlada, ve, kako se to počne, da ima me malo rada. Dala bi mi vse, sladka kakor mit, se hoče z mano mal znorit. Ko obljublja mi, ne bi sa zmanjkal vseh besed. Sladka kakor mit, se hoče čisto mal znorit. Dobro vi, ne morem se uprit. Kako uspeva ji, da z njo imam problem. Tako ustrajna se mi zdi, me vleče v svoj objem. Ne da bi hotel, a moram ji pomagati, saj je nevarno za njo, da predolgo sama spi. Pravi mi, da ni premlada, ve, kako se to počne.